Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa. Kadar začne že odganjati, veste, da je blizu poletje. Tako tudi vi. Kadar boste videli, da se to godi, vedite, da je Božje kraljestvo blizu. Resnično povem vam, ta rod ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tako, ljubi bratje, sestre, zopet imamo besedo Boga. Če ste opazili, smo tako čist, ko gremo proti koncu leta, tega pastoralnega, cerkvenega, da so dolga berila, da bi hotela cerkev čim več še povedati, da bi do konca stisnili tisto vstajensko logiko, da bi jo razumeli. Z nami je tale krasen poba Daniel, ki se mu danes dogaja videnje. Župnik je včeraj tako lepo rekel, oziroma Luka naš je lepo rekel, to je en neoporečen fant v stari zavezi, ki je v bistvu res, nimamo kaj učitati, da je narobe. Ja. Ampak vsega doleti, prav vsega pa doleti, kar je lahko narobe. Ja. Ampak on ostane čist, trden, neomadeževan. In tako sem vesel, ker ga v bistvu lahko primerjam danes z vami, starejši in preizkušeni v življenju. Danes smo za vas naredili to mašo. Ja. In veste, kdo jo najbolj nuca, tako mašo? Mi. Ja, predvsem duhovniki. Ker vam bomo danes še bolj z občutkom, verjamem, da tudi vsi mi štirje podarili 2 zakramenta. Bolniško maziljenje, tukaj imam eno od posodic, od 4, in pa potem Bog sam prihaja v zakramentu Evharistije zopet. Saj veste, da deluje zakrament v 2 področjih, sami sebe in potem, ki ga podeljuje. Ja. In ker si ti zraven kot duhovnik, to je nekaj tako veličastnega. Ja. In zraven imamo še fajnše občestvo, ki boste lahko to spremljali. Zraven bomo pa, Gražina pripravi, se bo špela vmes, ki bomo imeli mi maziljenje. To, ja. Tak se mi zdi res, starejši, ki vas gledam, pa takole, ki pridem, tudi do kjer dobrota je ljubezen, te tezejske kanone, čist, preprosto, ja, tle na ta mikrofon. Ker pridem takole domov na klic, ja, tudi to je klic, ki me pokliče, večkrat rečem, po domačih, Sveti Duh. Včasih sem dosti zgodaj, včasih me pa tudi prehiti sestra smrt, ampak vam samo lahko rečem, da to, kar bomo danes podelili, bolniško maziljenje, sem jaz, kot kmečki poba, sem čist narobe razumel, ker sem bil doma v odraščanju, pa ker sem odraščal, pa ker sta ata, ki je umrl, smo klicali Fajmoštro, smo se vsi tresli, a veš, ki bo podaril maziljenje, bo ata umrl. Ja, mi smo imeli to za smrt. In pa sem bil enkrat na teologiji, tam se tudi to učimo, ja. Kaj so zakramenti, kaj pomeni bolniško maziljenje, in potem sem imel na to izpit. In sem dobil vprašanje brat Joško, povej, kaj je to, kaj je pomen bolniškega maziljenja. In jaz takoj ustrelim. To je pa tak zakrament, da lahko umreš. Ti me je začel na mene dreti, je rekel, to ni samo to, pa sem povedal, da ne samo to. In me je poslal skozi vrata, se je še drl, še poješan čas, ne. Jaz sem lepo šel, sem rekel, kaj se že. Ampak, naučil sem se to od doma
In tam sem delal izpit in mi ni še prebil v glavo. Jaz sem bolj tle noter, ja, bolj trd. Ja. Imam raj to, ker doživim, se hitreje učim tega, kar doživim. Ja. Se tako življenje tudi uči, ne? Ena od šol. No in potem sem prišel pa kot duhovnik, pa sem tisti izpit naredil. Ja. Na te misli. Se naredi tudi to. Se naučiš. Ampak to je samo teorija. Pa ko sem prišel pa res, sem bil tako poklican v eno družino prvič, jaz sem se tresel, sem rekel, Bog je kako bo, kaj če bo mama prej umrla, kaj naj poj naredim, pa spet poveš, ja, če umre, samo zmol, ni več maziljenja in tako naprej, veš, to vse teorijo ponavljaš. No in mama je bila tako na pol živa, tako umirjena, jok je bil domačih, seveda so imeli radi, vse je normalno, a ne to, ja. Če je družina normalna, se ste slišali, kako je včeraj lepo Martin Golob rekel, ta starost, kako je lahko lepa in kakršen si bil v življenju, bodo tudi te pospremili naprej v nebesa oziroma k Bogu domov. No in tukaj je bila res ena lepa družina in vsi so zbrani, me čakajo. Pa sem jaz rekel, bomo dali pa mami bolniško maziljenje, za zdravje, za moč, za vero, za upanje, da bo trdna, pa tako. In jaz res pa naredim tako, kar bomo danes naredili, naredim križka z formulo na čelo, pa od dlani, 3 križke narediš z oljem in potem se tako lepo umiri, vse se je tako lepo umiril. Zmolimo še Oče naš in ona, ker začne moliti Oče naš, prej ni govorila, začne moliti Oče naš, sem šel, pa se še malo pogovarjamo, se usede na poslo, jaz sem se ustrašil, sem rekel, moj Bog, kaj sem naredil. Ja, veš, tako, ustrašil sem se. Ta mama je živela potem še 2 meseca, pa še kuhala, pa še okrog hodila, ja. In je bilo tako lepo, ker so pa mi domači povedali, oni so se mogli še zmeniti par stvari. Ja, malo je bilo še v dediščini, ni bila še rešena, predvsem pa so bile še nezamere med otroki. In jaz sem pa premišljeval, Bog hoče, koliko si ti dober, tej mami in tej družini si dal možnost, da so tukaj na zemlji še uštimali stvari. Ja. Pa je po 2 mesecih pa še nekaj, ja, tako se mi zdi, sem šel pa res, pa smo mamo izročili v Božje roke. Ja. Ampak to, kako v bistvu Bog pripravi in Bog nas vzgaja in tle ste starejši res temelj naše vere. Ja. Zdaj bom dal pa tle en če si res v Bogu. Ja. Zdaj imam eno vprašanje. A je modrost povezana s starostjo? A je star človek moder človek? Je? Je? A je mlad človek moder človek? Ne, pravi, ne. Eni pravi tudi, ja. A je modrost povezana s starostjo? Razen, če si v modro oblečen, bomo rekli tako malo. Ja. Ne, modrost pa ne moramo tako kar pripeti na starost. Jaz sem bil tudi tako, a veš, starata, moder, a veš, počasen je, vse premisli, vse mu bolj tako gre, ja, mi prehitro smo delali, on pa tako lepo počasen, rekel, modro dela, ampak v bistvu bolj zaradi starosti bolj počas dela, pa premišljeno. Ne, moder človek je Božji človek. Ja. Modri človek je človek, ki je poln Božjega duha. Tukaj pa leta niso pripeta. Se ne pripne na leta. Res pa je, če starejši človek, oziroma če človek živi iz let v leta, v starost z Bogom, je pa res posveti, se pa duša posveti. To se pa res vidi. A se strinjate? A se strinjate? Ja. Kakor si živel, tako se vidi, kako boš.
tudi starost se je pokazala. Ja. In tukaj vam bomo danes prav vam vsem skupaj dali eno tole res lepo darilo, dar cerkve, bolniško maziljenje za moč, za veselje, za vero, za zdravje, za dušno in telesno. Tako da danes dobro poslušajte, to bolniško maziljenje bomo mi štirje dali prav vsakemu, ko bo prepoznal pri sebi, v veri, da si ga potreben, da ga potrebuješ. Če imaš kakšno stisko, če imaš kakšno tako, notranjo tudi težo, kakšno neodpuščanje, kakšne hude rane, ali pa hudo bolezen, dvigni roko, ne glede na leta danes. In bo prišel duhovnik, brat župnik bo šel takole, župnik bo šel takole, po tele, gor pa dol, jaz bom šel z vami takole, tlele bo šel Luka po sredini, gor pa dol, tamle pa Franci na koncu. Bo šli tako lepo počasi in bomo res naredili eno tako pridigo ljubezni Boga, ki boš lahko pustil v veri, Bog ozdravi me, Bog, tukaj sem, tvoj ljubljen otrok, hči, sin. Velika reč je pred nami. V bistvu najlepša pridiga, če mene vprašate, kar je možno v misijonu. Ste pripravljeni? Pripravljeni? Ja, super, ja ste. Zdaj bomo te prvo malo zmolili, da bo še lepše. Tlele bomo dali en tak res lepo molitev. Takole gre. Bog, Oče vsetolažbe, po svojem sinu si hotel olajšati bolečino bolnikom, prosimo, usliši verno molitev in pošli z nebes svojega svetega duha v to olje, ki si mu dal priteči iz zelenega lesa na naše telesno krepčilo. Po tem svetem blagoslovu naj to nebeško zdravilo varuje na telesu, duši in duhu vsakega, ki bo z njim maziljen. Naj mu prežene vse bolečine, vsako bolezen in vsakršno slabost. Gospod, naj bo to olje sveto za nas blagoslovljeno v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Tako to je ena taka blagoslovna molitev, čeprav je tole olje že blagoslovljeno. In zdaj bomo rekli trikrat Bog bodi hvaljen. Bog bodi hvaljen kot vsemogočni Oče, ki si poslal na svet Sina zaradi nas in našega zveličanja. Bog bodi hvaljen. In hvaljen bodi Bog, edinorojeni Sin, ki si se za nas ponižal in postal človek in ozdravlja naše grehe, bolezni, nas naučil odpuščanja in ljubezni. Bog bodi hvaljen. Bog bodi hvaljen, naš duh, sveti duh, tolažnik, ki si vez ljubezni med očetom in sinom, med zemljo in nebom, ki nas svojo močjo utrjuješ, da premagamo naše telesne slabosti. In zdaj bomo mi šli med vas, tako v miru. Sestra Gržena ti pa pomagaj s petjem, da bo še bolj lepo. Torej, dali bomo, kdor želi, lahko dvigne roko, damo pa na čelo križek s formulo in v dlani.
prebiva Bog, ker dobrota je, ljubezen, ker dobrota je, tam prebiva Bog, ker dobrota je, ljubezen, ker dobrota je, tam prebiva Bog. Še enkrat. Kjer dobrota je, ljubezen, kjer dobrota je, tam prebiva Bog, tam prebiva Bog. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. I še enkrat. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu to i še enkrat. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. Jezus, chwala Ti.
Jezus, hvala ti. Jezus, hvala ti. Hvala ti za vse. Jezus, hvala ti. Jezus, hvala ti. Jezus, hvala ti. Hvala ti za vse. Jezus, verujem. Jezus, verujem. Jezus, verujem. Jezus, verujem. Verujem v te. Jezus, verujem. Jezus, verujem. Jezus, verujem. Verujem v te. Jezus, upam te. Jezus, upam te. Jezus, upam te. Upam te nad vse. Jezus, upam te. Jezus, upam te. Jezus, upam te. Upam te nad vse. Ljubim. Jezus, ljubim te. Jezus, ljubim te. Jezus, ljubim te. Ljubim te nad vse. Jezus, ljubim te. Jezus, ljubim te. Jezus, ljubim te. Ljubim te nad vse. Ljubiš me. Jezus, ljubiš me. Jezus, ljubiš me. Jezus, ljubiš me. Ljubiš me nad vse. Jezus, ljubiš me. Jezus, ljubiš me. Ljubiš me nad vse. Hvala ti. Jezus, hvala ti. Jezus, hvala ti. Jezus, hvala ti. Hvala ti za vse. Jezus, hvala ti. Jezus, hvala ti. Jezus, hvala ti. Hvala ti za vse. Aleluja. 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 Amen. 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 Amen.
čudovitý zbor. Otpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem. Ušesa odprimi za tvojo besedo, srce odprimi, da vzljubim te, Jezus. Odpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem. Ušesa odprimi za tvojo besedo, srce odprimi, da vzljubim te, Jezus. Odpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem. Ušesa odprimi za tvojo besedo, srce odprimi, da vzljubim te, Jezus.